Muzej novejše zgodovine Slovenije je vključen v projekt Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam, ki ga sicer vodi Slovenski etnografski muzej, podpirata finančno ga pa Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije. Zakaj smo se odločili za ponovno vodstvo? Jaz mislim, da je zelo pomembno, da so gluhe in naglušne osebe vključene v muzej, v muzejsko delo. Ja, se pravi, besedila, ki smo jih pripravili za Gašperja in Samota, smo pripravili tudi za ostale študente. Gre za ista besedila dejansko, pripravljena pa po vodstvu, ki ga je imel avtor razstave, magister Marko Štepec, pripravili pa miselne vzorce, kjer je pa bistvo povzeto, in to smo dali pa tudi še dodatno Gašperju in Samotu, in Gašper je rekel, da mu je precej pomagal pri samem vodstvu, ali pripravi na vodstvo. Zakaj za dva in ne za enega? V bistvu začeli smo že lansko leto sodelovati s študentom restauratorstva Gašperjem Remsom in imeli zelo dobro izkušnjo z njim. Na to pa smo želeli vključiti več ljudi, ker se nam je zdelo, da morajo biti gluhe osebe vključene in da z njimi najbolje sodelujemo. Zato sem tudi dala prošnjo, da če bi še kateri študent želel sodelovati, in javil se mi je Samo Dolanc, študent sicer kemije, ki ga pa pač zgodovina zelo zanima. Tako smo z veseljem tudi njega sprejeli in ga izučili, ali pa, kako bi rekla, ga pripravili na delo vodiča.
Učim se znakovni jezik in ker sem videla, da obstaja razstava v znakovnem jeziku, sem se pač odločila, da pridem pogledat. Razstava gre proti koncu, možnost jo bo ogledati še do začetka maja, potem pa pripravljamo že nov razstavni projekt, ki se bo začel 7. maja, odpiramo razstavo o koncu druge svetovne vojne, ker letos je tudi 70. obletnica konca druge svetovne vojne, razstava pa bo imela naslov 9. maj 1945, ko se je zaključila druga svetovna vojna v Evropi.